Dober dan, to je N1 studio. Začelo se je 19. svetovno prvenstvo v košarki. Gostijo ga Filipini, Indonezija in Japonska, kjer na otoku Okinawa svojo pot v skupini F v soboto ob 13:30 po našem času s tekmo proti Venezueli začenja tudi slovenska reprezentanca z Luko Dončićem na čelu. Kako visoko lahko sežejo, kakšno je vzdušje v ekipi in kakšno prvenstvo nas čaka. Z mano v studiu dobro poznani in uigrani komentatorski dvojec Sportkluba Miha Penko, pozdravljen. Živijo. In Marko Maravič, tudi nekdanji košarkarski reprezentant Slovenije. Lep pozdrav, dobrodošla oba. Najprej pa gremo seveda na Japonsko, na Okinawo, kjer je tudi naša ekipa. Dogajanje od blizu spremljata in seveda v njem ves čas poročata Rok Kovačič in Martin Pavčnik spletnega Sportkluba. Martin, pozdravljen. Kmalu se tudi za Slovenijo začenja zares. Kako se je reprezentanca privadila na te tropske razmere? Pri vas je menda še bolj vroče kot tu. Kaj vidimo na treningih, kako so pripravljeni, kakšna je kemija v ekipi in seveda, kako je Luka Dončić? Ja, Miha, lep pozdrav tudi tvojima gostoma, tvojemu soimenjaku in mojemu sosedu Marku Maraviču. Lepa košarkarska druščina. Zdaj, kar se tvojega vprašanja tiče, ja, tukaj je res tropsko vroče, vlažno, ampak glede na to, da se tako košarkarji kot tudi novinarji večinoma zadržujemo kar v klimatiziranih prostorih, s tem nekih ekstremnih težav ni. In glede na to, da je slovenska reprezentanca na Japonsko res da sprva v Tokio pripotovala že preteklo soboto, oziroma mislim, da že v sredo, so imeli kar nekaj časa za klimatizacijo, predvsem, da so ujeli pravi časovni pas in se sedaj tukaj počutijo že kar domače. Zdaj, naš pristop na treninge je seveda omejen, lahko jih vidimo v zadnjih 5-10 minut. Zdaj, po govorici telesa bi nekako dejali, da vse skupaj deluje zelo sproščeno, tako kot nekako mora, hkrati tudi nekaj tiste napetosti. Luka Dončić pa je zdrav. Mislim, da je to tista najbolj pomembna informacija za slovenske ljubitelje košarke. Zagotovo, slišali smo, Lukova stegenska mišica je očitno ok, kar nas seveda veseli. Miha, komentiral si tudi pripravljalne tekme Slovenije pred samim prvenstvom. Videli smo tako dobre stvari, kot tudi kakšne, ki nas lahko morda malo skrbijo. Kako realna je bila ta podoba reprezentance? Kaj nam to pove v bistvu tik pred to prvo tekmo z Venezuelo? Ja, če sodimo po lanskem poletju, je to mogoče boljši znak celo kot lani, ker lani je Slovenija bolj ali manj zmagovala na pripravljalnih tekmah, pa potem, ko je šlo zares, se zadeve niso odvijale tako, kot je potrebno. Mislim, da s poraza lahko reprezentance v pripravljalnem obdobju več odnese kot iz zmage, vidi, kje kaj manjka, te zadeve skuša popravljati, če seveda volja, želja in če to tudi ustrezno prepoznajo v trenerskem štabu. Slovenija je s temi reprezentancami, ki sodijo v višji kakovostni rang, izgubila praktično vse 4 tekme. Dvakrat z Grčijo, enkrat z Združenimi državami Amerike in pa špansko selekcijo. Te reprezentance so tudi sicer na tem prvenstvu vsaj Amerika in pa Španija v vlogi favorita. Španija nenazadnje brani naslov iz zadnjega svetovnega prvenstva, za Ameriko vemo vsi zakaj in kako. Hkrati na tej tekmi z Ameriko ni igral Luka takrat, tako da gre bolj za nek ciklus, ki sodi kot priprave, kjer se ustvarja tudi kemija, kjer se ponudi priložnost številnim košarkem, tako da je težko ocenjevati po pripravljalnih tekmah, kdo je zdaj res v top formi in kdo ni. Konec koncev ima Slovenija še ta prvi skupinski del, se pravi še te 3 tekme, verjamem, da jih bodo sicer dobro opravili, možnost, da se uigravijo, da se pripravijo potem na drugi skupinski del, ko se premešata 2 skupini, no tam pa bo že situacija res na najvišjih možnih obratih in verjamem, da bo tudi Mike Tobi, ki se je pravzaprav zelo pozno pridružil reprezentanci, v tistem momentu že na svoji odlični formi. Ja, bodo pa ti rezultati zdaj v prvem delu v bistvu zelo pomembni, ker se prenašajo naprej, potem v naslednjo skupino. Marko, kaj praviš ti? Venezuelo seveda slovenska reprezentanca pozna. Doslej na 3 tekmah z njo nismo imeli kakšnih večjih težav. Z Venezuelci vsi poznavalci pa ocenjujejo, da gre za zelo izkušeno ekipo. Iz slovenskega strokovnega štaba slišimo, da so nepopustljivi gladiatorji. Je Slovenija nanje pripravljena? Ja, jaz mislim, da je. Mene tudi, bom rekel, te tekme pripravljalne porazi, ki smo jih doživeli, nekako ne skrbijo, kaj ti vedeti morate, da v teh pripravljalnih tekmah včasih sprobavaš neke taktične zamisli, tudi minutažo malce porazdeliš med vse, vidiš, kako nekdo sodeluje z drugim. Tako da mislim, da smo dobro pripravljeni. Veseli me, da je prva tekma z Venezuelo, kajti vseeno
je to, bom rekel, na papirju in sigurno najslabši nasprotnik oziroma Zelenogorskimi otoki v naši grupi in sigurno je boljše za samozavest, da se, bom rekel, na tej tekmi, ki ni, bom rekel, tako močna, kajti reprezentanca Venezuele vseeno ne sodi v tisti najvišji rang, tudi v tisti srednji ne. Mislim, da bodo oni končali bolj pri dnu. Mislim, da je to dobro za samozavest nekaterih reprezentantov, da se razigrajo v teh tekmah in potem pridemo v ta drugi krog, kjer pa se bomo srečali z dobrimi nasprotniki in jih mogoče pričakali v tej boljši formi. Sej skupina je takšna, da se z njo ne samo da igrati. So tudi močnejše skupine na prvenstvu, tako da za Slovenijo je tu pač realna opcija, da konča kot prva in da prenese pač 100-odstotni izkupiček v ta drugi del, kjer so potem že zelo verjetno nasprotniki absolutno kakovostnejši rang. Vemo, s katero skupino se Slovenija premeša. To je tekma, ki je danes že bila odigrana, ko je Avstralija z visoko razliko premagala Finsko. Zdaj bomo videli še, kako se boste odrezali Japonska in pa Nemčija. Se pravi, od teh 4 reprezentanc 2 potem prideta v to združeno novo skupino in če Slovenija prenese 100-odstotni izkupiček naprej, bo verjetno že ena zmaga v tem drugem delu dovolj za četrtfinale, ker pa bi pravzaprav že bil, mislim, da čisto redu uspeh za to reprezentanco. Kaj pa morda še, preden gremo naprej, druga 2 nasprotnika Slovenije v skupini F, Gruzija, Zelenogorski otoki, kako se lotiti teh 2 orehov, kako trda sta v bistvu? Zelenorski otoki so prvič na prvenstvu, enako velja za Gruzijo na svetovnih prvenstvih, pri čemer ima Gruzija več košarkarjev, ki igrajo v močnejših ligah, v evropskih tekmovanjih. Španska liga tudi z evroligaškimi izkušnjami, Turnike Šengel je eden izmed najboljših košarkarjev na svoji poziciji v Evropi že leta in leta, v preteklosti igral tudi v ligi NBA. Zelenorski otoki imajo pa en steber od 220 cm, to je Walter Edi Tavares, dober poznan košarkar Real Madrida, eden izmed najboljših v zadnjih 5-6 sezonah v Evropi. Nasplošno morda celo najboljši center na tem prvenstvu, ampak okrog sebe pa vendarle nima tako kakovostne reprezentance in tudi ta njihova uvrstitev je vendarle bila kar presenečenje na svetovno prvenstvo. Zato jaz tukaj pričakujem sicer na drugi tekmi za Slovenijo, ko bo nasprotnik Gruzija, najmočnejšo tekmo v tej skupini, ampak spet nekako se mi zdi, da bo Slovenija lahko odnesla vse točke. Marko? Ja, predvsem ta tekma z Gruzijo bo tista odločilna, bom rekel, katero recimo, da imamo lahko probleme, kajti Gruzici so zelo močni pod košem, imajo zelo visoke izkušene igralce, tako da tukaj bomo morali paziti, vendar pa osebno menim, da nimajo na bekovskih položajih tako dobrih kvalitetnih igralcev, kot jih imamo mi in tukaj vidim našo prednost in tudi košarka je šla bolj v to smer, da se igra z zunanjimi igralci, da so bolj pomembni kot visoki. Je pa res, morali se bomo dobesedno stepsti in ne pustiti Gruziji kakšnega presenečenja, kajti gre za kvalitetne igralce in tudi njihova reprezentanca bo zelo dobro pripravljena na naše, kajti vemo, da predsednik Gruzijske zveze je tudi Vladimir Bojisa, ki je dolgo časa tudi v Sloveniji deloval, tako da pozna vse te fante, tudi te informacije mi je prenašal, ampak mislim, da na igrišču pa kvaliteto imamo mi. Lahko so kot tista mina, ki jo je Slovenija doživela na zadnjem evropskem prvenstvu proti Poljski, ampak mislim, da so se tudi nekaj naučili iz tistega poraza. Zagotovo. Gremo še malo na Okinavo. Martin, kaj pa sama organizacija japonskega dela prvenstva? Vemo, da v deželi vzhajajočega sonca slovijo po svoji organiziranosti. Kako se to pozna in pa, seveda, to smo tudi že odprli, kaj pričakuješ v nadaljevanju prvenstva, ko se dogajanje seli v Manilo na Filipine? No, zdaj za tiste prave ocene o ravni pripravljenosti oziroma o tem naoljenosti organizacijskega stroja bo verjetno čas pozneje, ko se bo vse skupaj zares začelo z obema skupinama. Danes je sicer tukaj že za nami prva tekma. Prvi vtisi pa niso povsem najboljši. No, se mi zdi, da so Japonci na marsikatero zadevo pazili maksimalno, določene podrobnosti pa so malce spregledali, pozabili, vendar tisto, kar je verjetno najbolj pomembno, je, da sam ta ustroj organizacijski, kar se tiče reprezentanc, kar govorimo o hotelu, prevozih, dvorani za trening in tekmovalni dvorani, pa zaenkrat večjih pripomb ni bilo. Kar se tiče samih pričakovanj, imel sem vtis, da smo v preteklih tednih velikokrat slišali neko krilatico, ko je z nami Luka Dončić, je Slovenija kandidat za odličje.
Zdaj, moje osebno mnenje je, da vendarle v tako širokem krogu kandidatov, o katerem tokrat govorimo, Slovenija vendarle nima takšne kakovosti in predvsem širine, da bi jo lahko uvrščali v krog reprezentanc, kjer so Združene države Amerike, Francija, Španija in tako naprej. Verjamem, da bi bil velik uspeh za slovensko reprezentanco že preboj v četrtfinale. Bo pa tudi to zelo težka naloga, no. V prvem delu ima Slovenija res da dokaj, vsaj na papirju, lahko skupino. Če se bo želela prebiti do Manile, kjer bodo potekali tisti zaključni boji, bo morala svoje delo opraviti tudi na tisti novo nastali skupini, kjer pa se bo križala z Avstralijo in verjetno Nemčijo. Torej, najverjetneje Avstralija in Nemčija, potem v naslednji skupini, to bo pa že povsem nekaj drugega, kot sta v bistvu že prej povedala. Marko, se tu strinjaš z Martinom, da slovenska reprezentanca vendarle ne premore dovolj širine, da bi jo lahko uvrščali v ta najožji krog favoritov za medalje? Moram reči, da se kar strinjam. Bi pa rad opozoril, da potem, ko pride na te tekme na izločanje, ko je ena tekma, če se prebijemo v četrtfinale, ko je ena tekma, mislim, da je takrat vse mogoče. Mislim, da je sposobno Dončić dal tudi 50 točk, če se gremo čisto v detajle. Je pa res, da bo rabil veliko pomoč svojih igralcev. Tukaj predvsem mislim na dobre obrambne naloge, ki bi jih izpolnjevala Zoran Dragić in pa Blažič. In pa rabil bo tudi pomoč visokih igralcev, tukaj pa predvsem mislim na Tobija, pa verjetno še Čebašek. Tako da, če se bodo oni priključili v tisti eni tekmi, mislim, da smo sposobni tudi premagati kakšnega resnega kandidata za medaljo. Je pa res, da nimamo te širine, ki jo imajo nekatere boljše reprezentance in to se je naprimer že danes videlo, naprimer, ko je Finska igrala proti Avstraliji. Prvi polčas so nekako zdržali, dokler so imeli še sapo, dokler so zadevali mete z razdalje, potem pa so enostavno s to svojo kvaliteto, s tem svojim širokim izborom igralcev nekako so prevladali in mislim, da bo potem zelo težko. Miha? Na papirju je naša reprezentanca slabša, kot je bila na papirju lanska na Eurobasketu. In zelo verjetno, sodeč po tem, kakšno sezono so imeli fantje zdaj za sabo, to zadnjo sezono, na papirju morda celo šibkejša trenutna situacija, kot je bila na olimpijskih igrah. Ampak kemija se je takrat poklopila, videli smo to igrivost, videli smo, da so sledili luki in da so imeli tudi dobro razdeljene pozicije. Klemen Prepelič je prihajal s klopi in bil je morda celo najboljši šesti košarkar prvenstva. Sloveniji je zmanjkal, Marko pravi, ne sekunda, ne pol sekunde, ampak centimeter do praktično gotovega odličja, do vsaj srebrne medalje, tako da mislim, da bo predvsem pomembno to, kako bodo te vloge razdeljene in ali jih bodo oni začutili tako, kot so jih začutili na prvenstvu, ne nazadnje iz 2017, pa tudi potem na olimpijskih igrah. Ja, ko si omenil 2017, kako na reprezentanco povajno vpliva, da zdaj ni več zraven zlatega kapetana iz 2017, Gorana Dragića? Vemo, da so bili kratki stiki s selektorjem Sekulićem, da se je odpiralo vprašanje avtoritete, zlasti lani na Eurobasketu, ko je Slovenija takrat šokantno izpadla v četrtfinalu proti Poljski. Kako je s tem zdaj v bistvu, ko se vse vrti le še okoli Dončića, Miha? Ko pride do neuspeha in ko se ta rezultat ne poklopi z pričakovanji, ki so bila v lanski sezoni verjetno celo previsoka, glede na to, da se je Gogi pridružil, so vsi dejali, zdaj smo pa še 30% boljši, kot smo bili na olimpijskih igrah. Potem priplava na površje tudi vse podrobnosti, ki bi sicer ostale zagotovo v slačilnici in skrite. Dejstvo je, da reprezentanca ni dihala kot eno, da so bile določene notranje razprtije ali pa nesoglasja, da se marsikdo za svojo vlogo v reprezentanci ni poenotil in je ni razumel ali enostavno mu ni bila pravilno predstavljena in je vse to vplivalo v negativnem smislu. Kot sem dejal, reprezentanca je bila lani na papirju celo boljša, ampak na igrišču pa se to ni izkazalo. Mislim, da je tudi Goran sam začutil, da se zdaj neke določene stvari spreminjajo, da reprezentanca ta hip bolj in je sledila bolj Luki kot glavnemu liderju iz olimpijskih iger, kot pa tistemu Goranu, ki je bil absolutni lider in večni kapeten iz 2017. Marko? Vi morate vedeti, da naprimer, ko greš na neko tekmovanje, ko si nekaj časa skup, take vedno te neke iskrice se dogajajo, ki so mogoče skrite očem javnosti,
ampak se dogaja. Tudi v garderobi, kakšen povišan ton, kakšne grde besede, ampak to je, kar se mene tiče, nekaj povsem normalnega. Ne? Seveda, ko ne narediš rezultata, ko kiksneš proti eni Poljski, kjer si bil favorit, potem to še toliko bolj eskalira in potem to pride malo v javnost in potem se ljudje začnejo malo spraševati o avtoriteti trenerja, o mogoče vlogi Gogija, kaj je kdo pravilno naredil, kaj ni. Jaz bom rekel tako, Gogi je definitivno pokazal sploh tega leta 2017, da je naš pravi lider. On je bil, bom rekel, malce drugačen tip, kot je Luka, veliko več je forsiral to hitro igro in tukaj sta se tudi Zoran Dragič in pa Jaka Blažič odlično znašla. Kot je že prej Miha povedal, Kleman je odlično sprejel to vlogo s klopi. Imeli smo, spodnja linija je bila popolnoma drugačna. Imeli smo Antonija Randolfa, imeli smo Sašo Zagorca, imeli smo Vidmarja, tako da resnično mislim, da je bil samo Dimec je od vseh teh isti. Ne? Čančarja ni, Muriča ni zaradi poškodbe, tako da spodnja linija je čisto spremenjena. Je pa res, da potem za to Evropsko prvenstvo 22 smo vsi pričakovali sedaj, ko se je Gogi vrnil iz upokojitve, da smo favoriti in smo tudi bili. In če bi bilo vse normalno, če bi odigrali tisto tekmo tako, kot smo jo morali, bi jo tudi dobili. Ampak veste, kako je v športu. Tudi vsi se pripravljajo na tebe, vsi grejo tekmovati, kot so že omenili naši reprezentanti in pa selektor, imeli smo tarčo zadaj, vsi nas hočejo zmagati. In enostavno, ko ti koncentracija malce popusti, ko nisi izbran, ko ne greš pravilno v tekmo, potem ponavadi se zgodijo kakšne slabe, nepredvidljive stvari in to se je nam zgodilo. In upam, da smo se iz tega kaj naučili in da bomo boljši na tem svetovnem prvenstvu in da si ne bomo dovolili takšnih kiksov proti slabšim reprezentancom in da bomo neobremenjeni šli za favoriti. Ja, ker žal v izločilnih bojih pač popravnih izpitov ni. Miha, kako hitro se bo v bistvu videlo zdaj pri tej reprezentanci, pri tej sestavi, a je vse ok, da ni nekih težav z avtoriteto trenerja, da ni nekih trenj, ker se sta povedala, ne, lani na Eurobasketu je to, bom rekel, počasi iz tekme v tekmo povzelo na plano in potem smo že kar vsi nekako vedeli, ja, da nekaj ni ok. Kako hitro se bo to videlo tu zdaj, pri teh tekmah, pri tem prvenstvu? Jaz mislim, da lani je vendarle sta bila res dva močna liderja. Vsak bi lahko bil brez drugega v tej reprezentanci, številka 1 in to sta oba dva tudi nenazadnje pokazala v preteklosti. Ne. Zdaj, tukaj kaj veliko razprave ni Luka Dončić in njemu je potrebno dodati tisto, kar potrebuje ta hip in komunicirati z njim, kaj on potem potrebuje na igrišču. Nenazadnje je Slovenija skoraj da do zadnjega razmišljala o naturalizaciji košarkarja, se pravi ali Mike Toby ali pa Jordan Morgan. Na koncu je bila odločitev, verjamem, da sprejeta tudi s pogovorom z Luko, kaj njegovi igri najbolj ustreza. Slovenija bo na najmočnejših tekmah, govorimo v drugem delu skupine ali potem naprej v izločilnih bojih, vedno izvisela ogromno na Luki Dončiću in na njegovi genialnosti, maestroznosti, ampak brez košarkarjev, ki bodo upravljali druge dele na igrišču, enostavno ne bo šlo. Čakati imamo Dončića, saj bo sam vse naredil, zadeva ne pije vode. Ja. Marko, v kakšnem smislu je v bistvu to svetovno prvenstvo lahko začetek neke nove poti za slovensko reprezentanco? Kako usoden je v bistvu lahko zanjo in seveda za selektorja razplet na tem prvenstvu? Jaz se v bistvu sploh ne bi nekako preveč vtikal glede razsodbe selektorja, kaj bo po prvenstvu. Dejstvo je, da imamo Luko, ki je lider, ampak rabili bomo ostale igralce. In prišli so nekateri novi obrazi, imamo, ne vem, Glasa, imamo Bineta Prepeliča, ki sta recimo prvič na tem svetovnem prvenstvu, tako da prihaja malce do menjave generacij. Tudi Jaka Blažič je, bom rekel, že v košarkarskih letih. Tudi Zoran Dragič je v košarkarskih letih. Tako da slejko prej bodo morali mlajši prevzeti malce več odgovornosti. Imamo pa to srečo, da imamo enega najboljših, če ne najboljšega igralca na svetu, Luko Dončića, ki je lider, ampak brez pomoči ostalih proti boljšim reprezentancam ne bo šlo. In tukaj vloge morajo biti razporejene in mislim, da se morajo ostali igralci tudi zavedati in sprejeti to vlogo, ne gledati samo na točke, ampak predvsem v obrambi, ki mislim, da je bila v teh pripravljalnih tekmah, da je to naša najšibkejša stvar. Mislim, da bo tukaj potrebnega veliko več truda in pa angažiranosti in pa, bom rekel, žrtvovanja v prid reprezentance. Torej, kako pomembno bo v bistvu, Miha, to prvenstvo za začrtanje te neke nove poti pod narekovaji slovenske reprezentacije ali pa prenove, no? Ja, prenove, kakšen smisel, ne? Slovenija bo rezultatsko na velikih tekmovanjih v prihodnosti zelo odvisna od tem,
kako se bo odvijala kariera Luke Dončića, tako v zdravstvenem smislu, kot tudi v klubskem smislu trenutno pri Dallas Mavericksih. Če bo imel še daljše sezone, če se bo z Dallasom začel uvrščati dejansko v končnici še kakšen korak, 2, 3 več, potem bo slej ali prej prišlo poletje, ko Luke po, zdaj mislim, da 5 letih ne bo poleg. Prejšnje olimpijske igre se je Slovenija uvrstila na olimpijske igre preko kvalifikacijskega turnirja v Litvi, na katerem je Luka seveda že bil poleg, zaradi tega, ker se je zadeva v Ameriki prej zaključila. Če bo njegova kariera tam, oziroma njegova sezona trajala dlje, potem bo zelo težko pričakovati kaj več tudi na prvenstvih. Vidimo, da je Srbija brez Jokića, prvak lige NBA, vidimo, kakšno je stanje v Grčiji, brez Janisa Antetokounmpa in definitivno ta njihova klubska kariera, predvsem pa zdravstveno stanje, močno vpliva. In zdaj težko že vnaprej nekako definiramo, kaj bodo cilji brez Luke Dončića. Verjetno bo takrat cilj uvrstitev na prvenstvo, tako kot je bil cilj reprezentance v teh kvalifikacijah. Ne? Brez Luke, brez evroligaških košarkarjev se uvrstiti na prvenstvo, potem pa se karte spet na nova premešajo in je ta Slovenija povsem v drugačni obliki, oziroma drugače izgleda kot brez Luke. To je pa ni potrebno biti Einstein, ne, da to razumemo in vemo. Kaj pa reprezentance, ki kraljujejo na vrhovih stavnic in veljajo za dejansko, in jih je omenjal tudi Martin, veljajo torej za največje kandidatke za medalje ZDA, Francija, Španija, ali imata morda vidva kakšnega skritega favorita, ki lahko preseneti, Marko? Jaz bom rekel, da kar se mene tiče, neke velike filozofije ni. Tukaj so Amerika, ne glede na to, da niso prišli v tisti najbolj zvezdniški zasedbi, ampak vseeno so to vrhunski igralci, ki so, bom rekel, še veliko bolj obrambno usmerjeni, tako da so sigurno eni izmed favoritov. Potem tukaj lahko govorimo tudi o Špancih. Dodal bi tukaj še Kanado in pa bom rekel Nemčija. Nemčija je zelo neugodna, pa potem še Avstralija in tako naprej. Zdaj, če bi iskal nekega skritega favorita, jaz sem ga imel pred prvenstvom nekako v Latviji, sem videl veliko nevarnost, ampak glede na to, da se je njihov najboljši igralec Porzingis poškodoval, mislim, da Latvija vseeno nima te kvalitete in te širine, tako da to odpade. Me je pa mogoče malce v teh pripravljalnih tekmah presenetila Brazilija, ki bi tudi lahko mogoče naredila kakšen rezultat, ali pa tudi, bom rekel, zdaj nek tak res skritje pa Dominikanska republika, ne, ker imajo Karla Anthonyja Townsa, med drugim so med tem pripravljalnih tekmah tudi premagali Kanado, tako da mi je bila zelo všečna igra, je pa to turnirski sistem, ne, in enostavno, če nimaš te širine, kot jo imajo te najboljše reprezentance, je zelo težko, bom rekel, v nekaj dneh odigrati tekmo eno za drugo in nekako te zmanjka. Zdaj, ko smo že zelo razširili ta krog favoritov, ne? Celo do Dominikanske republike. Ne? Ja, med top 8 bo zagotovo ciljala tudi Avstralija z 8-9 igralcami iz lige NBA. Zagotovo bo Srbija skušala imeti svojo besedo, ne glede na to, kakšni postavi je. Na prijateljskih tekmah je tudi izgledala v redu. Bi pa tudi sam poudaril še prisotnost Kanade z na papirju zelo, zelo močno zasedbo. Bomo vsekakor z zanimanjem spremljali svetovno prvenstvo na Sportklubu, tako da vsi vljudno vabljeni seveda k ogledu. Komentatorja poznate, Marko Maravič, Miha Penko, najlepša hvala, da sta bila naša gosta in seveda vsi želimo vse najboljše slovenski reprezentanci. Definitivno. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Kot rečeno, svetovno prvenstvo v košarki na Sportklubu, na spletnem Sportklubu najdete vsa poročanja Martina Pavčnika in Roka Kovačiča, ki sta na lokaciji in na lokacijah prvenstva, zato naj spremljajte. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.